Trgni pa precej radovedni tam od omembe kave naprej se nam pa še bolj mudi, zato kar hitro povabimo gospod Karmen Kristen, ki je vodja knjigarne in skladiščnik Andreja Lundra, da prerežete trak in s tem odpreta knjigarno. Prosim. Tako, trak je prerezen, vrata zdaj tudi zares, ne simbolično odprta in čas je še za blagoslov. Na blagoslov so odgovorni pomislili že pred tem in tam zgoraj so ga zelo dobesedno razumeli. Zdaj pa vabim še gospoda Škofa, Toneta Jamnika, da res blagoslovi nove prostore knjigarne in skladišča Družina. Vabljeni, da se mu v spremstvu pridružimo in si skupaj ogledamo knjigarno, zatem pa res vsi, zdaj boste to dobesedno razumeli, toplo vabljeni dan je tak v Zavod svetega Stanislava. Gospod Škof, prosim. Srčen pozdrav vsem skupaj, pozdravljam gospoda direktorja, gospoda Rodeta, gospoda direktorja Globokarja, odgovornega in glavnega urednika Družine monsinjorja Francija Petriča. Ne vem, zakaj se tako skromno skrivate. Vse ostale visoke goste, ravnatelji, gospod Rodej je že omenil. Lep dan je danes pa Gašperja, arhitekta. Glede, ko so prihajali različni gosti v to hišo, smo večkrat radi poudarjali, pa koga z malo kakšnim vprašanjem spravili za drego, kaj je pomembno za to, ne samo za ljubljansko škofijo pomembno ustanovo, ampak za cerkev, za slovenskem, gospod direktor, ne bi tako skromen. In mislim, da tudi v evropskem prostoru postaja Zavod svetega Stanislava od vrtca do osnovne šole, za katero upamo, da bo čim prej nastala, pa srednje šole, pa glasbene, pa dijaškega doma, pa študentskega doma, pa radio ognjišča in vseh ostalih dejavnosti, zares eno tako žarišče in upam, da bo ta svetilnik čim bolj svetil tudi proti centru Ljubljane, čeprav je Majda se rekla, da se tam veliko dogaja, žal vse veliko, ampak morda najbolj pravega. Ampak kakorkoli že, vesel sem tega in ko smo vprašali, so bili v zadregi, večino so naštevali take pobožne stvari, ampak prava ustanova, prava šola, prava hiša potrebuje lepo kapelo, to imamo, krasno knjižnico, to imamo, dobro kuhinjo, tako je, in še krasno knjigarno. Torej bo še en lep odgovor zdaj. Drugo, kar mi je prišlo na misel, ker je direktor včeraj praznoval 40 let, vidite, tako mlad direktor, če ni to spomenik njemu, ne vem točno. Se bo točno reklo, ko je bil direktor star 40 let, je bila blagoslovljena knjigarna Družina. Mu lahko potem čestitate. Pa jaz se mu lepo zahvaljujem, ker ko sem iz te hiše odhajal, vesel bil, da je hiša prišla v take dobre roke, boljše od mojih in tako odlično dela in ustvarjalno napreduje, tako da je to res nekaj najlepšega in da je tudi ta knjigarna, o kateri sva se z gospodom Rodetom večkrat pogovarjala, pa da bo tudi kava, pa še kaj, da se človek sede poklepeta, da se to uresničilo tukaj. Glejte, kardinal Rode bi rekel, da živimo po plitvenem času, po plitvenega duha, empirističnem pogledu na človeka in še bolj poglobljeno bi najbrž opisal ta čas, da duhovno izpraznen, čeprav človek išče tudi duhovno in vse ostalo. V tem času je izredno pomembno, da temu človeku, sodobnemu iskalcu, ponudimo nekaj lepega, duhovnega, kulturnega. Kultura pa naj bo to literarna, likovna ali pa glasbena, pomeni navdih, je dar, je milost, tista prava umetnost je milost. Imamo tudi veliko vseh mogočih drugih stvari, ampak človek odprtosti svetemu duhu išče razsvetljenje, da bi znal ločevati med tistim, kar je dobro in ni dobro. In tukaj sem prepričan, da bo založba Družina kot založba in medijska hiša ponudila najboljše in najlepše. In zato se vam res lepo zahvaljujem, vam čestitam. Veste, knjiga bo vedno ostala knjiga. Veliko govorimo o vseh mogočih elektronskih pripomočkih in to je zdaj že moderno, nekaj sabo med, če tega nimo, si že malo čuden. Ampak, ko berete prave avtorje, pisatelje,
Ljudje, ki se spoznajo na to, pa vedno znova zapišejo, da knjiga bo ostala knjiga. Je bila v grškem svetu, krščanskem, današnjem je. Knjiga je prijateljica. Do knjige ustvariš osebni odnos. Vse je tudi elektronika pomembna, ampak v elektroniki vidim predvsem sredstvo, ki je pomembno, knjiga pa je nekaj osebnega. Posebej še postaje osebna, če se tisti, ki je napisal, morda podpiše ali pa podari nekdo drug, pa napiše svoje ime, pa vesel Božič ali karkoli drugega. Takrat pa je knjiga nekaj čisto drugega. In gledajte, ko knjigo človek prebira, jo ima na omari, ne vem, na nočni omarci, z računalnikom zelo težko zaspiš. Če pa s knjigo ni nič hudega, malo te žuli po noč, ampak potem jo daš nazaj na polico. Tako da se mi zdi, gledajte, da ob vsej tehniki, vse to, kar se skriva v teh prostorih, ostaja veliko bogatstvo in zares božji navdih. Gledajte, zapisana beseda je tista, ki ustvarja. Bog je z besedo ustvarjal in bilo je dobro. In gledajte, ustvarja tudi po naši besedi, sliki, glasbi, arhitekturi, vseh oblikah umetnosti. In beseda se mi zdi, da prinaša budi človekovega duha, ustvarja tudi nemir, ampak tisti Avguštinov nemir, ki ti ne da miru, da iščeš, brskaš, pišeš, popravljaš, prečrtavaš, pa znova napišeš. Tisti, ki veliko pišete, veste, kako je to. In potem se nekaj rodi in nagovarja drugega, torej ustvarja odnos. In kako lahko z besedo lahko naredimo veliko slabega, veliko krat tudi z besedo lahko ustvarjamo tudi mi. Bog nam je dal to milost ustvarjanja, nagovarjanja, spodbujanja k razmišljanju. In to se mi zdi tisto, kar v ta svet, v ta čas prinaša bogatstvo bivanja, da je človek več kot pa je zapisal en od maturantov na letošnji maturi pri filozofiji, ko so ga učili o raznih teorijah Hawkinsa, pa Dawkinsa in podobno, pa je rekel, nočem biti kupček materije. To je bilo pod šifro, tako da ne znajem, kdo je to bil, ampak veliko več smo od tega. In to, kar je tukaj in kar se dogaja v tej hiši, je dokaže na to bogatstvo duha, ki je pa velika milost in napis na zavodu nas vedno znova spominja na bistveno v našem življenju, Kristusu zveličarju sveta. Če imamo to pred sabo, potem nimamo kaj zagrešiti. Ob vseh mnogih stvareh je temeljnega pomena bistvo. Zato bomo to knjigarno tudi blagoslovili. Čestitam vam, gospod direktor, po celotni ekipi, ki bo tukaj delala in seveda tudi na Krekovem trgu. Prepričan sem, da bo za dijake, učence, vse zaposlene tudi, potem študente, starše, ki bodo prihajali, nekaj tisoč ljudi se tukaj pretaka vsak dan, da bo to eno tako lepo središče. Hkrati bo pa tudi iz centra nas malo privabilo, da pridemo v to duhovno oazo na robu Ljubljane. Torej, v tem duhu bomo zdaj blagoslovili to knjigarno. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Bratje in sestre, naše današnje bogoslužje naj bo iskrena zahvala Bogu, ki blagoslavlja naše delo in nam pomaga uresničevati naše načrte. V svojih molitvah pa se bomo spomnili tudi tistih, ki so z delom ali materialnimi sredstvi podpirali gradnjo in ureditev te knjigarne. Najprej pa prisluhnimo Božji besedi. Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom. Bratje in sestre, kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu.
Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, vez, ki dela vse popolno. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj v enem telesu. In bodite hvaležni. Kristusova beseda naj vsem bogastvu prebiva med vami. V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi, hvaležno iz srca prepevajte Bogu. In vse, karkoli delate v besedi ali dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu. To je Božja beseda. Bogu hvala. Dragi bratje in sestre, ko smo zbrani o blagoslovitvi nove knjigarne družine, z upanjem prosimo. Jezus, spomni se vseh dobrotnikov naše knjigarne in jim povrni njihovo dobroto. Prosimo te, usliši nas. Jezus, priporočamo ti vse, ki delajo in bodo delali v teh prostorih, da bi radi vsakemu pomagali in z veseljem gradili tvoje kraljestvo. Prosimo te, usliši nas. Jezus, prosimo za vse tiste, ki nam s pisano besedo posredujejo duhovno bogastvo, da bi jih navdihoval tvoj evangelij. Prosimo te, usliši nas. Jezus, prosimo za vse, ki berejo knjige in revije, da bi znali ločiti zrne od plevela in se vedno odločali za dobro. Prosimo te, usliši nas. Jezus, prosimo za naše otroke in mladino, da bi z veseljem segali po pisani besedi in se z njo bogatili. Prosimo te, usliši nas. Jezus, prosimo te, da bi naša knjigarna prispevala k širjenju tvojega kraljestva v naši domovini. Prosimo te, usliši nas. Oče naš, ki si v nebesih, Posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. molimo. O Bog naš stvarnik, tebi so vsi zakladi modrosti in vednosti. Mnogokrat in mnogotere načine si razodeval človeškemu rodu in ga učil hoditi po poti resnice, dobrote in svetosti. Glasnikom evangelija pomagaš, da oznanjajo tvojo besedo in ljudstvo učijo zveličavne omike. Prosimo te, blagoslovi to knjigarno družine, da nam bo svojim duhovnim bogatstvom, da nas bo vodila k zemeljski in večni sreči. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Za vami. Vse, ki boste brali, vsaj enkrat. Kar naprej. Hvala.